Čudovit dan je privabil mnogo članov in članic Medobčinskega društva slepih in slabovidnih na okroglo iz 18 občin na Gorenjskem. Vsi so skupaj želeli, da se poveselijo, da malo poklepetajo, druženje nam je manjkalo, tokrat po 2 letih ponovno na okroglem. Predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj Ivo Železnikar. Po 2 letih so ponovni člani zbrani tukaj na okroglem na tradicionalnem srečanju, ki je vsako leto junija, kar smo vsi pogrešali zagotovo. Ja, 2 leti so res pustile posledice. COVID-19 je pač preprečil 2-kratno srečanje tradicionalno, letos ponovno in kar veseli smo, da je bil takšen odziv. Zbralo se je približno 120 udeležencev, od tega tudi nekaj iz, tako bom rekel, prijateljskih društev iz Celja in pa Maribora. Vreme nam je naš tajnik uredil, da je prijetno, ne prevroče, dež pride šele jutri in jaz samo upam, da so ljudje zadovoljni. Organiziran je bil tudi srečelov, izkupiček srečelova je namenjen za pomoč, za nabavo pripomočkov tistim, ki so finančno in pa socialno najšibkejši, tako da bom rekel tudi te plati poskrbljeno in pa tudi že tradicija in ljudje so navajeni. In seveda brez jedače in pijače tudi ne gre, tudi zato je poskrbljeno prav tako za glasbo. Sama organizacija ni tako majhen zalogaj, v bistvu se začne že z začetkom leta, to se pravi z januarja, zbiranjem raznih prispevkov, donacij, zbiranjem sredstev za srečelov, tako da v tej priliki lahko rečem vsem, ki so donirali, pomagali za to organizacijo, najlepša hvala in pa ta sredstva bojo res prijetno in pa koristno izrabljena. Po 2 letih je to res pravo srečanje in vsi skupaj smo si ga veselili in se ga veselimo še. Hvala, Ivo. Hvala lepa. Boštjan Vogrinčič iz Zveze slepih Slovenije, tukaj na srečanju na okroglem predstavljate nov telefon. Kakšne znamke je ta telefon in kako se ga uporablja? Tukaj imamo na predstavitvi telefon Blind Shell Classic 2. Telefon je češke izdelave. Je telefon prilagojen za slepe in slabovidne. Ima že vgrajeno govorno sintezo v slovenščini, kjer slepim pomaga pri navigaciji po telefonu. Meniji sami so prilagojeni, sicer telefon ima sistem Android, ampak je pa prilagojen, tako da vse aplikacije so prilagojene na telefon z tipkami. Zato ni te variante, da bi pač se lahko kar aplikacije nalagali iz trgovine, ampak pač se morajo vnaprej aplikacija prilagoditi. Zdaj, če lahko tle, samo da boste slišali, kako to se sliši. Aplikacije 4.7. Se pravi, takole. Nastavitve 5.7. Tako lahko pol slepi sliši, kaj se na ekranu pojavi. Glasovno se pojavi na ekranu. Tako, kar se pojavi na ekranu, telefon prebere in v bistvu slep ve, kaj se takrat tam dogaja. In koliko časa je ta telefon že na trgu? Ta model je na trgu zdaj 3 mesece. Je bil pa prej že en starejši model, Classic, samo Blind Shell Classic, ki je bil pa malo manj dostopen. Predvsem prve razlike so že sami vizualni, ker so te tipke pri tem so lepo narazen, pri prejšnjem so bile pa tukaj skupaj in so tudi še starejši imeli že kar probleme z ločevati med samimi tipkami, pri tem pa imajo pa dosti manj problemov in se lažje znajdejo. In kdo od slepih si lahko pridobi ta telefon? Od slepih si lahko pridobi praktično vsak, ki ima to željo. Lahko si dobi tudi prek vrednotnice, ki jo prejme pri upravni enoti. S tem si v bistvu olajša nakup, ker nam država prek vrednotnic pokrije
85% do telefona, to je za v tem trenutku vrednost 382 evrov, se pravi, da plača samo razliko do končne vrednosti. In kakšen je tisti procent, do katerega je slepi ali slabovidni upravičen do tega telefona? Tukaj pa prija poštev samo kategorija 3, 4 ali 5. Se pravi, to pomeni, da se kategorija, pri kateri so slepi. Samo slepi, se pravi, kategorija 3 ima ostanek vida 5 ali manj procentov, kategorija 4 ima ostanek vida 2 ali manj in kategorija 5, kjer je pač popolna slepota. In če se nekdo odloči za telefon tukaj na Okroglem, kdaj ga lahko dobi? V bistvu tako, če se bo kupi takoj, se lahko to zelo hitro zmenimo pri nas na zvezi Društvo slepih in slabovidnih v Ljubljani, ker smo tudi zastopniki, ker uvažamo te telefone in v bistvu se dobi k nam, če gre pa prek vrednotnice, pa nažalost traja malo dlje časa, ker je treba iti preko upravne enote in da pridobi se papirje, ampak v roku tako dobrega meseca se v vsakem primeru da urediti. Samo malo ste pomeni na popolnoma isto ime, ki ima informacijo. Ja, Radio. samo malo Sonce šluje čez goro, prah je padel na zemljo, pisečnička sliši se, večer počitku vabi se. Moje srcu je nemir na jesenski dan večer, ko stopi sonce sprav, gremo moj stari čebenjak. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih za svoje člane in članice vsako leto prvo soboto v mesecu juniju organizira srečanje na Okroglem. S tem pa naredi nekaj koristnega za slepe in slabovidne in povabi osebe, ki predstavljajo določene ortopedske pripomočke. In tukaj je z nami tudi lastnik Diopte iz Ljubljane, Dušan Janković. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Kakšne novosti se letos obetajo oziroma so na mizi tukaj za slepe in slabovidne, ki jim lahko pomagate? Vsako leto se na trgu pojavijo nove, predvsem pa izboljšani pripomočki. Letos sem pripeljal s sabo osnovni pripomoček, kot je lupa, različnih povečav. Povečavo je treba preizkusiti z tablico za določanje povečave. Potem je tukaj nekaj prenosnih elektronskih lup, potem so tukaj luči za slabovidne, kajti luč je izrednega pomena pri slabovidnih, zato ker za različne bolezni obstajajo luči, ki imajo različno barvo svetlobe. Potem imam tukaj nekaj govorečih stvari in pa en predvajalnik zvočnih knjig. In kakšno je tokrat zanimanje za vse te pripomočke, ki jih rabijo? Ljudje sprašujejo za različne pripomočke, odvisno od tega, kaj potrebujejo. Nekomu je dovolj samo, da izve, koliko je ura, eventualno kateri dan je. Drugi bi radi prebrali nekaj osnovnih stvari. Za tiste, ki bi radi brali več oziroma morajo brati več, so lupe, ki omogočajo ali večje povečave oziroma z večjim ekranom. Ljudje radi berejo, žal ne gre vedno samo z očmi oziroma s prsti, zato se poslužujejo predvajalnikov zvočnih knjig. So tukaj zdaj novosti ali so to tukaj lupe in pa pripomočki, ki so že dolgo časa v uporabi? Ja, lupa v osnovi je že zelo star pripomoček, vedno pa so nekatere izboljšave. Tole, kar imamo tukaj predstavljene lupe, so v bistvu najnovejše. Pomembno je to, da imajo pravo barvo svetlobe,
že prej sem omenil, odvisno od bolezni, različna barva svetlobe. To je ena stvar, druga stvar je pa to, da ima elektronsko stikalo. To elektronsko stikalo pa omogoča to, da v prvem položaju sveti 100%, kadar ljudje berajo iz mat papirja, oziroma v drugem položaju sveti 70%, kadar berajo iz svetlečih površin. Lahko demonstrirajte za našo kamero, kako se pravzaprav uporabljajo ti pripomočki. Gremo kar k lupi. To je takale ročna lupa. Kot sem omenil, elektronsko stikalo omogoča to, da se nastaviš ali sveti 100% ali sveti 70%. Lahko se uporablja tako, da se prime časopis v roko, v drugo roko lupo in približa na pravo povečavo in se bere. Tekst je treba slediti po vrsticah. Tako, in sledimo po vrsticah. Bolj udobno branje je pa z takimle nastavkom, se pravi distančnikom, zato ker je ta razdalja med lečo in papirjem konstantna, se pravi samo ljudje drsijo po papirju in berejo. Ta lupa omogoča tudi pisanje, prostor je spodaj, da zapiše, ali pa če potrebuje proste roke, da kaj pogleda, si lahko takole naštima in pogleda. Skratka, zelo praktično. Zelo praktično. Mojem srcu je nemir na jesenski ta večer. Tiho stoji